Na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana se končuje gradnja novega sodobnega potniškega terminala, ki bo skladno z načrti 1. julija pripravljen za otvoritev in sprejem prvih potnikov. Ponudil bo številne moderne tehnološke rešitve ter višji standard za potnike. Novi terminal bo namenjen potnikom šengenskega območja, stari pa bo po prenovi namenjen nešengenskim poletom. Celotna investicija v gradnjo in opremo je vredna okrog 22 milijonov evrov. Časi za letalski promet niso ravno rožnati, vendar se letališka infrastruktura gradi za nekaj desetletij, pravi poslovodni direktor letališča Zmago Skobir. Stara je praktično že odslužena, tako rekoč tehnično in tudi kar se tiče kvalitete, tako da je to nekaj, kar je bilo nujno potrebno narediti in razpoznavno tako strani lastnika in pa potnikov. Tako da jaz se veselim, da ga bomo odprli. Zaenkrat potekajo vse stvari zahvaljujoč naši ekipi, pa ne samo našega glavnega inženirja, ki ga imate danes tukaj za vodiča, ampak vseh, ki so vpleteni v tole dosti dobro. Tudi šolanje poteka vse po načrtih, tako da zdaj praktično kar rabimo je nemoteno odprtje terminala, pa seveda prihod letal nazaj in potnikov, ki pa jih seveda tudi pričakujemo. Zdaj upam, da po najavah, ki jih imamo, da se bo konec junija dejansko začelo počasi normalizirati. Je pa vse odvisno od te situacije, te pandemije, ki je v bistvu zelo nehvaležna, kar se tiče kontrole vstopa, izstopa potnikov in pa poenotenje najprej evropskega prostora, pa tudi svetovnega. Ampak jaz upam, da bomo kmalu na tem, da bojo ljudje lahko sproščeno potovali in da jih države pri tem ne bodo ovirale pri izstopu in vstopu. Gradnja novega terminala na letališču izjemno poteka, sredi katerih del ste zdaj digitalizacija, kako jo boste vključili v nov objekt? Trenutno so v fazi zaključna dela, priprava na tehnični pregled vseh sistemov, ki so bistvene za pridobitev uporabnega dovoljenja, od požarne zaščite, varovanja in bistvenih lastnosti elementov objekta. Digitalizacija kot taka ste omenila, objekt je pametna hiša, bom rekel, imamo pametni sistem razsvetljave, ki se prilagaja glede na osvetljeno zunaj, upad sončnih žarkov in vsega ostalega, zato da zagotovimo najbolj optimalno osvetlitev za vse potnike. Poleg tega imamo tudi centralno nadzorni sistem, ki je povezan z energetiko, se pravi, da poraba energije, hlajenja in ogrevanja je tukaj optimirana, da je čim manjši vpliv na stroške in čim manjši vpliv CO2 v ozračje spuščamo. Torej, steklo, les, beton, lepi materiali in prekrasen pogled na Gorenjsko. Ja, to je bilo bistvo, ki je vodilo pri dizajniranju tega terminala novega, da izkoristimo to kuliso, ki imamo gora, da uporabimo slovenske materiale, kar absolutno les je, da dobimo malo pridih domačnosti. Usporedno smo s tem lesom dobili tudi akustiko v samem objektu. Beton, ker se nam še zmeraj zdi beton, vidni beton, da je tudi naraven, ne maramo nekih oblug gor, ampak beton kot tak, če je narejen pravilno, je zelo lep. Steklo pa zato, da vidimo, zato, da imamo tisto kuliso zadaj, ki jo rabimo. In v juliju se pričakuje že prvi potniki? Ja, planiramo, da s 1. julijem mi terminal odpremo tudi za potniški promet. Ja. Kmalu bo odprt novi terminal, verjetno imate pa na letališke zgodbe kar nekaj lepih spominov. No, lepih, pa tudi ne preveč lepih. Moram reči, da sem nekje okrog leta 70 začel potovati, potem intenzivno, ko sem hodil v Beograd, ker sem bil dopisnik, in moram takrat reči, da smo ob 5 prišli in dostikrat popoldne šli domov, ker je bila megla na letališču in letalo sploh ni poletelo, ker še niso imeli sodobne opreme. No, potem recimo se je to uredilo, potem je pa močno narastel promet in je bila nepopisna gneča. Velikokrat sem seveda to nehote primerjal z ostalimi letališči in sem bil žalosten, da v bistvu niso našli pri nas v Sloveniji pravega denarja, da bi prišli do sodobnega terminala. In ko je v bistvu že vse kazalo, da ga bomo znali sami zgraditi, je v bistvu letališče šlo v tuje roke
in sem rekel, dobro, to je taka svetovna organizacija, poleg Frankfurta imajo še celo vrsto letališč recimo po svetu, ampak tudi tukaj ni bilo takojšnje akcije in k sreči, da so začeli letališče obnavljati oziroma to predvsem pristajalno stavbo ali terminal graditi pred covidom. Bog vedi, kaj bi bilo, če recimo ne bi začeli prej, in najbrž je tudi odločilno vplivalo dejstvo, da Slovenija prav letos predseduje Evropskemu svetu in seveda pričakuje več poletov na to letališče kot običajno. Jaz upam, da bo se čim prej napolnilo, kajti za trenutne potrebe bi bilo še staro zadosti veliko ali celo preveliko. Sem pa vesel, da so rešitve resnično sodobne, da je seveda, kar je novega, se vedno gradi z najnovejšimi pristopi, tako da bodo potniki zagotovo veliko bolj zadovoljni in upam, da jih bo zelo, zelo veliko, kajti letališče od recimo 1,5 milijona, 1,8 milijonov, kolikor je do zdaj sprejelo potnikov, zdaj jih več kot dvakrat toliko lahko sprejme in seveda predstavljajte si, da bi 4 milijone potnikov priletelo na Brnik, potem bi bila skoraj že slovenska turistična in poslovna ponudba premajhna. No, ampak optimizem mora biti, tale COVID slika se v zadnjem času močno v Sloveniji izboljšuje, zaradi predsedovanja bomo tudi v središču pozornosti Evropske unije, tako da bo to odlična promocija za novi start.